Kot veste, opravlja predsednik Republike pogovore v zvezi z članom, za kandidaturo tudi člana Sveta Banke Slovenije. Moram reči, da smo mi, poslanska skupina, stranka, v zadnjem času imamo z stališči Banke Slovenije velike težave, probleme, smo tudi nezadovoljni z njihovimi stališči. Mi smo predlagali več sprememb v postopkih zakonskih in tudi, kar zadeva priporočila za ravnanja. Moram reči, da ni problem politično odločenje v državnem zboru o naših predlogih, ampak v veliki meri se nam zdijo problem tudi stališča Banke Slovenije do naših predlogov. Mi smo v naših stališčih in zakonih predlagali večjo transparentnost, se pravi večjo preglednost, predvsem v tistem delu, ki zadevajo slabo poslovanje bank, tudi odpirali probleme dokapitalizacije dveh bank, tudi način sanacije bančne luknje, in tudi predlagali zaostritev odgovornosti za vse, ki so v bančnem sistemu, vključno z regulatorjem. Tu smo doživeli negativni pristop Banke Slovenije in številna vprašanja, ki se pojavlja v slovenskem bančnem sistemu, ostajajo nerazjasnjene. Tudi ko smo ustanovili preiskovalno komisijo, tudi v prejšnjem mandatu, moram reči, da smo naleteli na probleme, ker niso tisti, ki so bili povabljeni na komisijo, niso argumentirali oziroma niso ustrezno odgovarjali na postavljena vprašanja, ampak so se sklicovali na bančno tajnost. Z tega vidika se mi zdi problem, in se nam zdi problem, da guverner Banke Slovenije predlaga svojega viceguvernerja oziroma člana Sveta Banke Slovenije za nadaljevanje. In tu bomo v poslanski skupini zelo rigorozni do teh novih kandidatov, do predlogov, ki bodo prišli za Svet Banke Slovenije, kajti to je organ, ki odloča o marsičem in kot sem povedal, odločitve niso bile take, kot smo jih pričakovali. Mi smo v poslanski skupini vzeli še nekaj časa za razmislek. Morebiti bomo opravili s kakšnim od kandidatom tudi pogovor in morebiti tudi razmislili o tem, da bi predsedniku Republike predlagali koga, ki bi bil po našem mnenju primeren za opravljanje odgovorne funkcije viceguvernerja oziroma člana Sveta Banke Slovenije. Kakorkoli, v vsakem primeru pa želimo, da se tudi na tem področju, v primerih, ko gre za slaba ravnanja poslovnih bank, da tudi regulator prevzame svojo odgovornost in tudi do tistih, ki potem odločamo, predvsem pri dokapitalizaciji oziroma sanacije bančnega sistema, da spremeni svoje stališče in svoje ravnanje. Nekaj do sredine prihodnega tedna bodo naše odločitve znane. Že imate mogoče kakšnega kandidata? Enkrat s predsednikom Republike smo se dogovorili, da bi do sredine prihodnega tedna opravili ali pogovore, ali koga predlagali in pa tudi oblikovali naše stališče. Kako ostala dva kandidata? Ne, spovedal sem, da bomo po potrebi, če so tako poslanska skupina odločila, opravili razgovore ali pa mora biti predlagali tudi predsedniku Republike kakšnega dodatnega kandidata za člana Sveta Banke Slovenije v tem postopku. Gospod Tanko, jaz imam še eno vprašanje, sicer off-topic. Vaš komentar glede sklepnih pogajanj med Cinvenom in Telekomom Slovenije oziroma SDH-jem glede prodaje Slovenskega Telekoma? Zdaj, teh pogajanjih ni bilo veliko znanega. To je tisto, kar smo zaznali iz teh poročanj. Težko komentiramo, ker ne poznamo
nobenih klauzul v teh zadevah. Najbrž pa aranžma, ki je spremljal ta pogajanja, ne, predvsem v povezavi z tistim, kar se je dogodilo pri ravnanju ministra za obrambo, razrešenja ministra za obrambo, najbrž ni pozitivno vplivalo na rezultat pogajanja. Kaj pa ta zaplet pri prodaji oziroma pri strategiji glede zavarovalnice Triglav, zdaj sta na nasprotnih bregovih gospod Mramor, gospod Erjavec? Kar zadeva to strategijo, je več problemov. Zavarovalnica Triglav je eden izmed njih, uvrstitev nekaterih drugih naložb, strateške naložbe države so drugi problemi. Je očitno, da vsak minister na nek način zagovarja svojo strateško naložbo in jo brani z vsemi orodji. Tak pristop po mojem ni dober, po našem mnenju ni dober, kajti če nikjer se država kjerkoli da kot strateški ali pa kot upravljalec ali pa kot edini upravljalec, kot edini tisti, ki oblastila ni pokazala, izkazala kot dober gospodar. Ključne naložbe države, namesto da bi prinašale denarne, to se pravi nosile zlata jajca, ta zlata jajca poberajo iz državnega proračuna ali od državljanov. Iz proračuna zaradi poroštev in kapitalizacij in od državljanov pa zato, ker plačujejo previsoke davke, da pokrivate luknje. Strateško modro odločitev bi bila, da teh projektov, ki pobirajo od državljanov in države zlata jajca nima. Samo tiste, ki nosijo. Zato potrebujemo